Duhovniki oziroma svečeniki so bili prisotni v vojskah vseh velikih civilizacij. Grki so imeli v četah svoje vojne pridigarje in razlagalce znamen, v vsakem rimskem vojaškem taboru je bil postavljen tempelj z daritveno mizo in sveto podobo orla. Na bojnem pohodu so seboj nosili prenosno kapelo. Leta 313 dobi krščanstvo svobodo. Vsaka rimska legija je tako imela v svojih taborih šotor za bogoslužje in svojega duhovnika. Torej, v zgodnjem srednjeveku poznamo primere duhovnikov oziroma menihov, ki so se pridružili oboroženim enotam, vendar ti duhovniki nikakor niso nosili orožja, temveč so jih spremljali zato, da so za vojake darovali svete maše in jim podeljevali zakramente. Čas reformacije in verski razkol v 16. stoletju je tudi v vojaške vrste prinesel prve luteranske pridigarje. V 18. stoletju je imela vojska Habsburške monarhije že čez 100 vojaških duhovnikov za pehotne, konjeniške in topniške polke. Leta 1867 je nastala Avstro-Ogrska monarhija, ki je duhovno oskrbo omejila na vojaške bolnišnice, kaznilnice in nižje vojaške šole. Na novo so uredili le duhovno oskrbo mornarice. 4 leta potem, ko je Habsburška monarhija anektirala Bosno in Hercegovino, je bila muslimanska verska skupnost priznana kot enakopravna skupnost v državi. To je torej pomenilo, da so muslimanski imani lahko opravljali enako delo, kot so ga opravljali krščanski duhovniki oziroma judovski rabini. Med Prvo svetovno vojno je delovalo 3077 vojaških kuratov različnih veroizpovedi. Delovali so na bojiščih ali pa v vojaških bolnišnicah. Z vojaki so se pogovarjali, bodrili ranjence, jim delili zakramente, opravljali svete maše, spovedovali, tolažili umirajoče in vodili pogrebe. Vodili so sezname padlih in o tem obveščali tako nadrejene kot svojce umrlih. Vojaški kurati so morali biti telesno sposobni napora vseh vojaških služb. Prav tako so morali biti izjemno vešči teologije. Zaželeno pa je bilo tudi poznavanje čim večjih tujih jezikov. Slovenska narodna vlada Kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je imela svojo slovensko vojsko in suverenost nad njo, je organizirala tudi vodenje vojaške duhovniške službe v Sloveniji. Konkordat z apostolskim sedežem je sklenila Kraljevina Jugoslavija leta 1935. Duhovniški kandidati so bili dodeljeni bolničarjem. O duhovni oskrbi med partizani je povedanega in raziskanega zelo malo. Dejstvo je, da so se nemalokrat udeleževali verskih obredov, vsaj za velike cerkvene praznike, da so pri svetih mašah peli cerkvene pesmi, tudi zgodbo, se spovedovali in sklepali zakon. Dr. Metod Mikuš je bil glavni partizanski verski referent. Tako kot partizanom so tudi slovenskim četnikom, vaškim stražam in poznejšim slovenskim domobrancem duhovno oskrbo nudili tako vojaški kot lokalni duhovniki. Vodja domobranskih duhovnikov je bil dr. Ignacij Renček. Mesto vojaških kuratov, tako v domobranski kot v partizanski vojski, je imelo en sam namen in to je stati vojaku ob strani, torej duhovno in moralno. Tudi oskrba družinskih članov je imela pomembno mesto v življenju vojaških kuratov. V času vojne so tako skrbeli za nenehen stik med zaledjem in frontom, kar je seveda pomenilo izjemno veliko vsem, ki so bili odtrgani od varnega domačega ognjišča. Z nastopom svobode so bili vojaški duhovniki ukinjeni tudi pri partizanih. Jugoslovanska vojska za svoje pripadnike ni imela organizirane duhovne oskrbe. V letu 1991 je bila vojna za Slovenijo in vsaj nekatere enote teritorialne obrambe so bile deležne duhovne oskrbe. Nastala je samostojna in suverena država, Republika Slovenija, s svojo slovensko vojsko. Kdo more bolje kot vi, predragi vojaki in policisti, fantje in dekleta, pričevati o nasilju in razkrojevalnih silah zla, ki so navzoče v svetu? Vsak dan se borite zoper njih, se ste poklicani braniti šibke, varovati poštene in podpirati miroljubno sožitje med narodi.
Vaša naloga je podobna vlogi nočnega stražarja, ki gleda v daljavo, da bi preprečil nevarnost, ter da bi vse povsod utrjeval pravičnost in mir. Pa vendar se pod vojaško opremo v vojskah po vsem svetu skriva človek. S podpisom sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Slovensko škofovsko konferenco ter med Vlado in Evangeličansko cerkvijo leta 2000 je Republika Slovenija formalno omogočila državljanom v uniformi uresničevanje z ustavo zagotovljene pravice do izpovedovanja vere. Pod opremo se namreč skriva človek. Ustanovljen je bil vojaški vikariat, ki je organizacijska enota pri generalštabu Slovenske vojske. Pod vodstvom načelnika enote, vojaškega vikarja ter namestnikov za evangeličansko in katoliško cerkev, osebje vojaškega vikariata zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom Slovenske vojske, tako v enotah doma, na mednarodnih operacijah, v povestvih zavezništva ter njihovim družinskim članom. Svetovanje poveljniku v dilemah z področja etike, morale in religijskih vprašanj, stalna prisotnost med pripadniki, skrb za varovanje človekovega dostojanstva od rojstva do smrti in po njej, so poleg aktivnosti z verskega področja njegove glavne naloge. Gotovo lahko vedno pomaga z nasveti, ve, kakšna je usmeritev, kakšne so usmeritve poveljnika, kakšen je njegov cilj, razume naloge zelo neposredno in s svojim delom lahko ta cilj, te naloge na nek način tudi podpre. Po drugi strani pa lahko poveljnika tudi opozori v primeru, da v enoti ali poveljstvu, kjerkoli pač deluje, čuti določeno težavo, določen izziv, ki ga je potrebno rešiti. In kakšne so konkretne izkušnje s prisotnostjo kaplana na misiji? Lahko rečem, da je v svojem času, v celotnem času dela na najrazličnejše načine podpiral delovanje celotnega kontingenta in da so se na njega obračali ne nazadnje tako verujoči kot neverujoči, da si je uspel vzpostaviti res neko strokovno, predvsem pa tudi osebnostno avtoriteto in da je tudi v določenih težkih trenutkih odigral svojo vlogo, morda včasih niti ne samo svojega področja, ampak zaradi svojih bogatih izkušenj tudi širše. Vojaški poklic, daljše vojaške vaje in sodelovanje zunaj meja naše države zaznamuje celotno pripadnikovo družino. Vojaški kaplani in pastoralni asistenti tako parom, zakoncem, družinam in posameznikom v obliki družinskih vikendov, tečajev meditacije in počitnic za otroke ponujajo načine in vsebine, ki krepijo medsebojne vezi med njimi. Najbolj v spominu mi je ostalo to, da je za otroke bilo zelo lepo preskrbljeno. Animatorji so ves čas skrbeli za otroke, tako da jim ni bilo dolg čas. No, v okviru delavnic družinskega vikenda je bilo to zelo zanimivo, da smo v okviru teh delavnic delali ure in vsak kazalec ure je predstavljal določen pomemben dogodek v najnem skupnem življenju. Bile so delavnice, tako da smo se veliko pogovarjali, izmenjali svoje življenjske poglede, svoje življenjske izkušnje. Potem druženje od jutranje telovadbe do športnih iger preko dneva. V glavnem eno tako pozitiven naboj je imelo vse skupaj. Človek je bitje odprto v večnost. To dokazuje zgodovina in zgodbe posameznikov, tudi vojakov. Soočeni s trpljenjem, z umiranjem in smrtjo, si sestavljajo vprašanja, ki se tičejo človekove presežnosti. Na pripravah na poroko Birme se pripadniki vojaškega vikariata srečujejo s kolegi vojaki in njihovimi družinami, z njimi slavijo, se veselijo in v primeru smrti z njimi delijo težke trenutke. Za popravilo pokvarjenega aparata ali njegovo vzdrževanje je potrebno več orodij. Duhovna oskrba je eno izmed orodij v Slovenski vojski,
ki opravlja specifične naloge, želijo, da izpred oči nikoli ne bi izgubili najpomembnejše dobrine. Tistega, ki se skriva pod vojaško opremo, to je človeka.